Dober dan, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes se bomo pogovarjali o maksimalni srčni frekvenci, oziroma o max pulzu, kako ga zmeriti in zakaj po mojem mnenju je fajn, da večina, če ne kar vsi ljudje, poznamo svoj max puls. Po mojem mnenju je kar par razlogov, zakaj je pomembno poznati svojo maksimalno srčno frekvenco, ampak danes se bomo osredotočili na to, kako s pomočjo srčne frekvence oziroma maksimalne srčne frekvence prepoznamo oziroma določimo naše cone treninga. In zdaj, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker če poznamo svoje cone treninga, poznamo tudi oziroma vemo, kako lahko treniramo različne energijske sisteme. In čisto na hitrico, kjer energijske sisteme poznamo? Poznamo aeroben sistem oziroma aerobno cono, kjer telo za svoje delo večinsko uporablja kisik in maščobe za oksidacijo, da lahko pride do ATP energije. Anaerobna cona, to je pol una cona, kjer telo za delo oziroma za proizvodnjo ATP-ja več ne more porabljati kisika in maščob, zato uporablja ogljikove hidrate in zadeva poteka stran od prisotnosti kisika, oziroma pač kisik tudi ne more zraven. Potem imamo ono klasično, kjer največ ljudi ponavadi trenira, zaradi tega, ker ne pozna svojih con treninga, je anaerobna cona. To je v bistvu tista cona, kjer telo porablja delno ogljikove hidrate, delno maščobe, zaradi tega, ker je še vseeno intenziteta toliko nizka, da kisik lahko pride v sistem, v Krebsov cikel pa proizvaja pol ATP energijo. Ampak hkrati je dosti intenzivna, da kisik in maščobne kisline niso dovolj za hiter prirastek energije oziroma za dovolj hiter prirastek energije, zato je pol treba zraven pač uporabljati ogljikove hidrate, kjer ful hitreje telo pride do ATP molekul. Zdaj, za splošno populacijo je mogoče tudi video malo manj pomemben, ne zaradi tega, ker ne rabijo poznati svoje maksimalne srčne frekvence, ampak zaradi tega, ker oni nočejo ciljati adaptacij točno v določenem sistemu. Se pravi, nočejo ciljati, da bojo čim boljši aerobni sistem imeli, oziroma nočejo ciljati, da bojo imeli čim boljši anaerobni sistem, kjer lahko na polno žgejo 2 uri ali pa 3 ure. Oni pač tam se hočejo gibati. Ampak še vseeno, s tistimi, ko jaz delam, tudi če je splošna populacija, zelo rad poznam, kaj je njegova aerobna cona pa njegova anaerobna cona, zaradi tega, ker pol lahko tudi treninge planiram na dolgi rok, ker vem, da takrat, ko dosežemo neko preseganje, ko je njegovo telo utrujeno, on lahko še vseeno pride na trening, še vseeno dela na airbikeu, ampak puls spustimo samo do določene višine oziroma do določenih cifer, zaradi tega, da on ostaja na primer v aerobni coni, ki je v bistvu cona, ki je najlažja za telo, da jo pač telo ohranja, in pol se lahko dejansko med treningom skoraj da ne on regenerira pol za naslednje dni oziroma za naslednje treninge. Teda jaz tudi mislim, da bi mogli v vsakem primeru tudi čist klasični fitness goerji oziroma ljudje, ko se gibajo 2 do 3 krat na teden, bi bilo fajn, če poznajo svoje cone. Prepoznavanje con lahko na primer izkoriščajo tudi powerlifterji, kar sem že 100-krat omenil, pa me redko kdo posluša, zaradi tega, ker pač me mogoče ne jemljejo glih resno. Ampak, če bi powerlifter, na primer, prepoznal svoje cone, bi lahko cono 2 izkoristil za to, da bi se med samimi serijami, zaradi tega, ker bi pač izboljšal svojo cono 2 oziroma svoj aerobni sistem, se bi med serijami lahko hitreje regeneriral, kar pomeni, ali da bi bil bolj spočit za naslednjo serijo v tistih 5 minutah, ko zdaj počiva, ali pa, da bi dejansko lahko počival minuto ali pa 2 manj in bi zaradi tega ali bil prej doma, pa se šel prej regenerirati, ali pa dejansko zvišal volumen za 10 do 20%. Tudi to je en razlog, za katerega jaz še vedno mislim, da je bil glavni razlog, da so unga kitajskega weightlifterja, ko pojma nimam, kako mu je ime, ker vedno pozabim, dobili na dopingu, ampak ne tako bi ljudje pričakovali, da bi dobili weightlifterja, se pravi na nekih testosteronih ali pa nasploh na anabolikih, zaradi tega, ker poveča aktivacijo živčnega sistema, ampak so ga dobili na EPO-tu. In zakaj bi dobili weightlifterja, ko ima en dvig, pa pol ure pauze, zakaj bi ga dobili na dopingu, ki izboljša aerobni sistem? In ne, ni šel zaradi tega na doping, zaradi tega, ker so trenirali na višini. Zaradi tega, ker za en gib ti ne rabiš vključevati aerobnega sistema sploh. In ni nobene razlike, ali ti dviguješ na višini, oziroma ali ti dviguješ pod nadmorsko višino. Nobene razlike ne bo na sistem, še posebej, če greš prej 7 do 10 dni tja, da se telo aklimatizira.
Tako da, jaz mislim, da je doping še vedno bil zaradi tega, da je povečal aerobni sistem, zaradi tega, da je lahko pol na treningu delo več volumna, ker se je med samimi serijami hitreje regeneriral. Naprimer, to je še en benefit za powerlifterja. Pol imamo benefit za bodybuilderja. Benefit za bodybuilderja je isti, oziroma zelo podoben kot za powerlifterja. V istem času, se pravi med pauzo med serijami, bo bodybuilder bolj spočit, kar pomeni, da bo lahko naslednjo serijo mišico pripeljal bližje odpovedi, oziroma naredil kako ponovitev več, kar pomeni več volumna, več mišične rasti, načeloma. Pol imamo tudi benefit kapilarizacije, zaradi tega, ker pri treningu aerobnega sistema, če dejansko treniraš svoj aerobni sistem, se dogaja kapilarizacija, oziroma se poveča nastajanje kapilar, ne vem, kako se to imenuje, mislim, da se reče angiogeneza, nekaj takega. V glavnem, naprimer, po eni študiji se je pokazalo, da enačili so volumen in breme na tedenski ravni, s tem, da eni so po treningu za hipertrofijo nog dodali še 20 minut kolesarja v svoji coni 2, eni pa ne. Tisti, ko so dodali kolesarjenje po treningu, so imeli signifikantno višji prirastek mišične mase. To zdaj ne pomeni, da je en dobil 2 kg mišične mase, en pa 5, ampak en je dobil naprimer 2 kg, en je dobil pa 2,2 kg. Kar je pri bodybuilderju, še posebej v uni zadnji fazi, ko si že natreniran tako fuken, pa ko imaš ne vem koliko anabolikov v riti, tam ti 200 gramov, tam ti 100 gramov naredi razlike na odru pol lahko. Se pravi, 20 minut kardija po treningu za bodybuilderja, naprimer v coni 2, če ve, kaj je njegova prava cona 2, mu lahko zelo koristi. Za vzdržljivostne športnike. Cona 2. Poslušajte Pogačarjev podcast z Petrom Matijo. On najrajši vozi cono 2 5 ur skup. Plus tega, da ljudje si mogoče ne bi mislili, ampak on od celotnega svojega volumna treninga 75% časa preživi v svoji pravi coni 2, se pravi pri pulzu 150. To on dela večinsko. Pa je tako dober šprinter, naprimer na progah, ko gledamo, ko tekmuje, pa lahko tako dolgo vleče v čist drugem anaerobnem sistemu, ko smo ga prej omenili. Zaradi tega, ker ima tako močne aerobne kapacitete, zato ker toliko trenira aerobno cono oziroma cono 2, oziroma bolj natančno rečemo do 65% tvojega maksimalnega utripa. Zdaj pa, da ne nakladam več, zaradi tega, ker bi lahko šel za benefite za starostnike, benefite za splošno populacijo, benefite za crossfitterje. Čist vsi bojo imeli pozitiven benefit oziroma benefit je tako pozitiven, od cone 2. Zdaj si gremo gledati, kako si izmerimo najlažje maksimalno srčno frekvenco. Zdaj prvo bo pomembna izbira vaje, oziroma izbira modalitete, na kak način si boš ti izmeril maksimalno srčno frekvenco. Pomembno je, da ni zdaj nujno, lahko greš rovat, ampak pomembno je, da je neka bolj stoječa vaja, oziroma nekaj, kjer je trup po konci. Zaradi tega, ker ali je trup po konci, ali je trup znižan, bo drugačna srčna frekvenca pri isti intenziteti in lahko pol vpliva zdaj na to, da boš ful težje dosegel maksimalno frekvenco, ali pa, da ne boš dosegel svoje prave maksimalne frekvence. Najboljša izbira, po mojem mnenju, je ali tek, ali pa airbike. Airbike je ful dober zaradi tega, ker sediš, ker imaš res lahko nadzoruješ svoj tempo, nima se ti kaj za zgoditi, zato ker ne boš nikamor padel, vključeno je več mišične mase, kar pomeni, da boš hitreje prišel do maksimalnega pulza, medtem ko tek je pa itak že taka aktivnost, kjer imamo ljudje že samo, ko se odločimo, da gremo laufat, se nam že puls zviša. Tako da bomo tudi pretekel, plus tega, da tako sem rekel, je stoječa vaja. Se pravi, tek pa airbike sta po mojem mnenju najboljši verziji, ampak spet je pomembno upoštevati. Zdaj, če si ti v svojem treningu več na airbajku, pol si rajš meri puls na airbajku maksimalen, zaradi tega, ker je drugačen puls na airbajku maksimalen, ko bo pa med tekom. Še posebej, če nič ne laufaš. Če si pa nek tekač, pa sploh ne razmišlji, pa idi meriti maksimalno srčno frekvenco med tekom. Ok, in zdaj tehnika je easy, ampak je zelo boleča. Ko jo enkrat narediš, se odločiš, da je nikoli več ne boš delal, oziroma da si nikoli več tega ne boš testiral, ampak je fajn, če to narediš vsaj enkrat na leto. Teda to je negativna posledica, oziroma negativna zadeva glede merjenja maksimalnega srčnega utripa. V glavnem, fajn je, če aktivnost izvajaš tam med 60 pa do 90 sekund, kjer seveda probaš držati maksimalno intenziteto, kar je možno. Ni važno, ali laufaš ali si na airbajku. In pol narediš počitek 45 pa do 60 sekund, toliko da malo priješ k sebi,
In pol zadevo ponoviš. 60 do 90 sekund maksimalne intenzitete. 45 do 60 sekund pauze, 60 do 90 sekund maksimalne intenzitete. In to ponavljaš, dokler da v tistih 60 do 90 sekundah pulza ne spraviš više, ko si ga pa, ne vem, par sekund nazaj. In zdaj, kakor jaz iz izkušenj lahko rečem, je to ponavadi tam med 2 pa do 4 serije traja, da najdeš svoj maksimalen puls. Jaz ga ponavadi najdem v 3. seriji, kar pomeni, da bo boleče, zato ker moraš iti 3 serije 60 sekundne skozi pri maksimalni intenziteti. Ok, in zdaj, kaj je pa verjetno mogoče, najbolj pomembna zadeva pri merjenju maksimalnega srčnega utripa, je pa, da uporabiš merilc za okoli prsnega koša. Razlog je enostaven, ure na roki dejansko zelo slabo ocenjujejo oziroma zaznavajo srčni utrip. Zaznavajo ga dobro med spanjem, zaznavajo ga dobro med tem, ko nič ne delaš, ko tu sediš pa migaš za mizo pa snemaš podcast, tule še ok nekot zaznajo srčni puls, tako je. Pa še tu se zmotijo tam, ne vem, za 5% se mi zdi. Ampak, višja, ko je intenziteta, slabše merijo puls. Naprimer, če bi si jaz meril med treningom, ko sem se testiral, če imam gor pašček je natančen 2 do 3 pulze, lahko fali, pa še to je zelo redko kdaj. Pa še to se pol tudi popravi v povprečju. Medtem ko ura mi lahko kaže puls za 120, medtem ko delam burpeeje EMOM. Se pravi, imam puls za okoli 170, ura mi kaže 120. To je pa zaradi tega, ker ura meri srčni utrip oziroma določa srčni utrip glede na to, koliko barve se odbije nazaj. Se pravi, ura ima tule lučko tako od spod zeleno in to sta zelena lučka gre noter in koliko barve se odbije nazaj, lahko pol ona oceni, kak je puls. Ampak, če pa ti zdaj nekaj visoko aktivnega delaš, se ti pa žile skrčijo in pokvari sliko oziroma percepcijo ure, kak je tvoj puls. Tako da, ne si puls zameriti. V bistvu, puls med treningom si itak nikoli ne meriti z uro, oziroma porabo kalorij, zato ker nima nobene veze. Porabo kalorij pa puls boš lahko meril edino z merilcem okoli prsnega koša. Hiter recap. Maksimalna srčna frekvenca je fajn, če jo poznaš predvsem zaradi tega, ker pol prepoznaš svoje cone za trening energijskih sistemov. O tem, zakaj je trening cone 2 oziroma trening aerobne cone pomemben, ne bom več, zato ker sem prej dosti nakladal. Najboljše je, da kot modaliteta oziroma da kot za izbiro vaje izbereš ali airbike ali pa tek, po mojem mnenju, oziroma neko vajo, kjer stojiš, kjer je vključene čim več mišične mase. Fajn je, če delaš test pol na 60 do 90 sekund maksimalne sposobnosti, 45 do 60 sekund pauze in to ponavljaš, dokler da ne zadaneš svojega maksimalnega pulza. Ugotovili smo, da je to v 2 do 4 serijah. In pa, da je zelo pomembno, da za merilc oziroma za meritev uporabljaš pas za okrog prsnega koša. To je to. Če te zanima še kaj drugega glede energijskih sistemov, malo nekaj jaz sem napisal že v Patreon skupino, ful bolj podrobno grem pa v energijske sisteme v mojem kursu, ki je sicer že posnet, ampak ga še nisem spravil na mojo stran, da bo pol na voljo za populacijo, da boste ga lahko si vzeli. To pa pride verjetno na konec leta. V glavnem, hvala za poslušanje, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde!